Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Sem Aljuš Pertinač in Slovenija je evropski prvak v košarki. Vi pa gledate oddajo VV Faktor. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: junaki postali prvaki. Slovenska košarkarska reprezentanca je osvojila evropski naslov. Luka Dončić, čudežni deček slovenske, evropske in svetovne košarke. V tretjem delu oddaje pa bomo pogledali, kako Damjan Murko alias Štajerski Slavček rešuje življenja. Slovenska košarkarska reprezentanca je osvojila naslov evropskih prvakov. Včeraj zvečer, kot zdaj že vsi vemo, je v napeti tekmi v finalu premagala izbrano vrsto Srbije z rezultatom 93-85. Najkoristnejši igralec prvenstva je postal naš kapetan Goran Dragić. V najboljšo peterko prvenstva pa je bil poleg Dragića uvrščen še Luka Dončić. Poglejmo, kako je bilo včeraj po koncu tekme na Kongresnem trgu v Ljubljani. Kongresni trg, kjer se bo lahko začelo potem veliko slavje, ki se bo pravzaprav začelo seveda že danes zvečer, najprej tukaj. Z nami sta naša stalna komentatorja Tino Mamić in dr. Matej Lahovnik. Dobrodošla. Dober večer. Dober večer. Najprej mi povejte, kje sta včeraj spremljala tekmo? Doma. Doma. Se pravi, smo bili vsi trije doma, verjetno smo si tudi vsi trije grizli nohte, ampak na koncu smo bili vsi euforični. Ampak ne glede na nas tri, kot že tolikokrat do sedaj so se izjemno izkazali slovenski navijači. Po nekaterih podatkih jih je kar do 7000 navijalo za naše v dvorani Sinan Arden v Carigradu. Poglejmo. Kaj pravite na tole? Seveda pa so svoj piskrček poskušali pristaviti tudi slovenski politiki. Premier Cerar je tako v Carigrad odletel s Falconom in je našim celo podeljeval zlate kolajne. Predsednik republike Pahor je denimo navijal v hiši športa v Ljubljani. Poglejmo. Čestitke slovenski košarkarski reprezentanci, vsej smo vsi srečni in ponosni. No, predsednika Pahorja smo seveda takoj prepoznali po zastavi slavnih. Veliko odmeva na družbenih omrežjih pa je zbudil tudi tale tvit soproge prvaka opozicije Urške Bačovnik Janša. 17.9. je in ostaja prav poseben dan. To pa je darilo za rojstni dan Janeza Janše. Čestitke, moj tim. Kaj pravite torej, spoštovana komentatorja? Kdo je najbolj izkoristil uspeh naših košarkarjev? No, mislim, če govorimo, najbolj smo uspeh izkoristili zanesljivo vsi navijači, ker mislim, da smo se v tem odlično imeli, prebudila so se neka nacionalna čustva, nacionalni naboj in jaz mislim, da je to res izjemno velika stvar, tudi za nacionalni ponos, za vse, ki živimo v naši državi, v naši domovini, ker verjetno nihče od nas ni pričakoval, da se to lahko zgodi. Zdaj, kar se pa politikov tiče, kar se tiče Pahorja, jaz mislim, da je čisto v redu to, da je bil med navijači zastavo, on je vedno na teh tekmah, maha s slovensko zastavo, to je na nek način tudi lepo sporočilo. Tudi kar se tiče tvita Urške Bačovnik, jaz v tem ne vidim večjega problema. Vsi, ki so imeli kakšen praznik okoli 17.9. so verjetno razmišljali podobno. Jaz mislim, da pač v tem smislu, to je pač neko darilo, ki ga človek lahko tudi tako osebno doživi. Kar se tiče pa tega, da je premier Cerar hodil po igrišču, tisto mi pa ni bilo simpatično. Moram reči predvsem z tega vidika, ker politika nima kaj početi na košarkarskem igrišču. Na to je najlepše upozoril selektor Srbije Aleksandar Đorđević, legendarni Aleksandar Đorđević, ki enostavno ni želel dati roke niti slovenskemu premijeru, niti srbski premijerki in enostavno dostojanstveno odkorakal mimo. Prav je, da slovenski politiki gredo na takšne dogodke. Lepo bi bilo, če bi šli med navijači z čarterjem,
Nič ni narobe, seveda, če so potem tudi v tistih ložah, če so povabljeni, ampak seveda tisto, ko pa po parketu skačejo, tisto pa se mi nikako ni zdelo simpatično in mislim, da bi tudi premier Cerar sebi naredil uslugo, če bi ustal na tribuni med navijači. Tino, kaj ti misliš, kdo se je najboljš odrezal tukaj? Ne? Ker vidimo, predsednik Republike Pahor je pač ostal doma, navijal z navijači, predsednik vlade se je odločil, da gre na tekmo, na konec koncev je celo medalje podeljeval. Kaj ti praviš? Ljudje niso neumni in ljudje vidijo, da je politik, premier pač izkoristil trenutek in pač nekaj naredil za svojo promocijo, ampak mu to ne bo pomagalo, zato ker ljudje to vidijo. Ljudje vejo, da je izkoristil pač ta dogodek, izkoristil čustva in mu tega ne bojo vzeli za dobro. Ne, tako da jaz tudi mislim, da je naredil tudi politično gledano napako, predvsem pa se smeši. Ne, postane kot en paglavc tam, ki skače po parketu, ne moreš tako, če si premijer ene države, moraš biti vseeno malo bolj resen. Najbolj je bilo pa smešno, kar so ljudje tudi opazili, gotovo, da je predsedniška kandidatka, je edina ministrica, ki je z njim skupaj skakala po parketu. Ne, to je jasno vsakmu, tudi 5-letnemu otroku, da dela predsedniško kampanjo in to ni prav. Je pa še en detajl, ki smo ga pozabili omeniti, to je pa Zoran Janković. Zoran Janković je pa bil že prejšnje tekme je sedel na klopi od slovenske reprezentance. Ne, kako se je on tukaj te moram popraviti, Tino, ni sedel na klopi, je pa res, da je sedel ob igrišču, tam, kjer sicer sedi predsednik Košarkarske zveze Matej Erjavec in drugi funkcionarji, denimo na finalu je tam sedel Aleksander Čeferin, predsednik UEFA. Ja. Imaš pa prav, res je zanimivo, da je ljubljanski župan pač dobil ta sedež. Kaj ima on tam delati? Ne? Ja, to je tudi nas zanimalo, no, in po informacijah, ki jih imamo mi, mu je to uredil njegov prijatelj iz foruma županov glavnih mest Carigrajske župan. Tako da bi mu naj on zagotovil pač to mesto ob igrišču. Je pa res, da bo verjetno tudi danes večer, ko bo sprejem za naše zlate košarkaše na Kongresnem trgu, glavna zvezda ravno ljubljanski župan Zoran Janković. Kaj pravite na to? No, jaz sem že prej rekel, da bi se upal staviti, da se bo pririnil v prvo vrsto oziroma da bomo spet videli tiste znamenite petke, ko so se rokometaši z bronasto medaljo vračali domov. Se pravi, mislim, vsi Slovenci smo ponosni na naše športnike, levi, desni, to sploh ni važno, tukaj politično prepričanje. In tisti trenutek, ko politiki poskušajo to monopolizirati, si prilastiti ta dogodek, se nekako prilepiti zraven, to pa mislim, da večini nikako ne more biti simpatično. Meni to ni všeč. Da vaj nekoliko izzovem, ne? Zdaj, glede na to, da predvsem srbski mediji zelo potencirajo to, da pač bi naj bilo poreklo nekaterih naših igralcev srbsko, da je selektor iz Srbije, ne? Tudi Zoran Janković je po poreklu iz Srbije, je to bolj njegova reprezentanca kot katera druga slovenska? Ne, jaz ne bi rekel, ker je Zoran Janković je za razliko od Gorana Dragića in Luke Dončića je zamenjal svoj mehki č, ga zatajil in se podpisuje s trdim čajem, ne? On je pozabil, da je bil rojen v pač neki vasi tam v Srbiji in se dela zdaj pač Slovenca. Medtem ko ta dva sta pa ponosna na svoje korenine, hvala Bogu, in jim nobeden tudi ne zameri, kvečemo obratno. Pa se ne moreš korenin pozabiti, ne? Ampak pri nas je tako, da ko postane en človek, čeprav je odraščal v Fužinah in bil državljan druge kategorije, ko postane uspešen politik ali športnik, mu takoj začnejo mediji in vsi brisati mehki č, mu naredijo trdega in ga razglašajo za Slovenca. In potem poslušaš tudi po medijih, kako se nekateri slovenski mediji kregajo s srbskimi, ja, da Luka Dončić je pa Slovenc. Sej, gospod župan ima s trdim res veliko težav, to smo tudi, videli smo se v kakšne prisluhe pol ujame zaradi tega pa to. Ampak to sem hotel vprašati Matej. Goran Dragić res pač bi rekel na tem prvenstvu mogoče še bolj poudarjeno kot sicer. Res je, da tudi v NBA ligi pač je ohranil svoj priimek originalen tak kot je, to je verjetno za pozdraviti, se strinjamo s Tinom, ampak na tem prvenstvu je mogoče posebej na nekaterih tekmah je še poudarjeno pač, bi rekel, se je po dobri akciji se prekrižal s 3 prsti po pravoslavno in tako naprej. Vsakič, ko je dajal izjave po ključnih tekmah, je nosil pač pravoslavni križ. Kaj ti praviš na to?
Goran Dragić ima 90 milijonov dolarjev težko pogodbo z Miamijem. On je zvezdnik NBA. To mu vsi prvošmo, posebej zdaj, ker nam je prinesel zlato medaljo. Absolutno, ampak hočem reči, njemu ni bilo potrebno sploh priti v reprezentanco. On je samo tvegal še kakšno dodatno poškodbo. In on je že s tem, da je prišel, za razliko od mnogih drugih NBA zvezdnikov, ki so se nastopu na prvenstvo odpovedali, prišel in garal se metal po igrišču bolj kot marsikdo drug. In je s tem dokazal, da je daleč večji patriot kot pa marsikdo, ki se trka po prsih, da je ne vem kakšen domoljub. Tako da, meni je popolnoma vseeno, v katero smer se križa Goran Dragić, kakšne oblike je križ, samo da zadeva koše za slovensko reprezentanco in mu želim še naprej, seveda predvsem, da ostane zdrav, da se vrne v NBA in verjetno, mislim, kot državljan si želim, da bi nastala tudi kakšna peticija, da mogoče le razmisli, ali ne bi še kdaj odigral kakšne tekme za slovensko reprezentanco in podobno velja tudi za Igorja Kokoškova. On je vendarle tukaj dokazal, dal ogromno dodano vrednost in pa na vse zadnje tudi pri Luki Dončiću. Zdaj, a je oče Srb ali je Slovenec, to je popolnoma vseeno. On je s tem, da je izbral Slovenijo, je dal prednost pred Španijo. Marsikateri drug igralec bi se odločil za Španijo, ker je bistveno verjetnejša pot do medalje, s tem si lažje, boljše bi bilo tudi za njegovo kariero. In jaz sem bil že takrat fasciniran, da je jasno in glasno povedal, želim igrati za Slovenijo, za razliko od mnogih drugih športnikov, recimo. To je absolutno res, ne? To, mislim, verjetno se res vsi skupaj še sploh ne zavedamo veličine tega rezultata, ne? 9-0 brez poraza na Evropskem prvenstvu v košarki, z vsem spoštovanjem, to vendarle ni balinanje ali pa kak drug šport, ki ga igra manj držav. Ampak Tina, vseeno se mi zdi, da nekako bi rekel, slovenski novinarji predvsem od teh očitnih nekih stvari bežijo, ne? Niso nič postavljali nobenih vprašanj v to smer, nič jih ni zanimalo, zakaj recimo na tak način odreagira Dragić, Dončić na te provokacije, ki vendarle so bile verjetno čisto namenoma iz srbskega tabora, posebej pred finalom plasirane med naše. Ne? Se niso bile provokacije, Srbi so bili pač ponosni in so ponosno pisali o tem, da so igralci s srbskimi koreninami v slovenski reprezentanci in da imajo ključne vloge. Ne? In to ni nič narobe. Jaz sem bral te članke in sem videl, da ne gre dobro. Je bilo tudi malo za farkancije, recimo, ali pa malo humorja, ampak nikakor ne slabšalno. Ne? Tako da naši so pa tako vzeli. Ne? Ampak zdaj, če se vrnem pred tem odgovorom glede medijev, bi rekel še eno stvar in sicer, če si ti priseljenc. Recimo, moj oče je Hrvat, ki se je priselil v Slovenijo. Moja mama je Slovenka. Jaz sem Hrvat in jaz sem Slovenc. Jaz nisem samo eno ali sem samo drugo. Jaz nisem pol. Jaz sem eno in drugo. In tako so tudi tevi. Ti fantje, ne, ki imajo del slovenske kulture, del srbske kulture in to oboje živijo. In to je prav, da si ponosen na svoje korenine. Ker če svoje korenine pozabiš, pride do renegatstva. Ne? Veste, kdo so bili najhujši renegati? Diktatorji. Praktično vsi diktatorji so bili renegati. Ne? Recimo Hitler je bil Avstrijc in se je delal veliko Nemca. Stalin je bil Gruzinc in se je delal veliko Rusa. Napoleon je bil Italijan oziroma Korzičan in se je delal Francoza. Ne? Zato ni dobro, da pozabiš korenine. Ampak zdaj mogoče... Glede medijev bi pa to rekel. Zanimivo, da se je Dragić že parkrat pokrižal. Zanimivo, da je Dragić pa tudi Dončić, da sta s 3 prsti slavila zmage, ne samo trojke, tudi zmage. In to so opazili fotografi, to so opazili ljudje na Twitterju in na družabnih omrežjih. Novinari pa niso nobenemu od teh dveh postavili nobenega vprašanja. A ni najbolj logično, da vprašaš, zakaj se ti, Goran Dragić, pokrižaš, recimo, ko narediš tekmo. Isto je bilo recimo za Cimerotiča, ko je on dal gol in je potem poljubil to, ne fresko, ampak tetovažo z Materjo Božjo, Medžugorsko, mislim, da ga tudi nobeden ni vprašal. Ne? Nikoli ga nobeden nič ne vpraša in to je zakaj? Zato, ker so to tabu teme. Pri nas se določenih tem v medijih od njih ne smeš spraševati, od njih ne smeš pisati in zato je, ko gre za cerkev oziroma za te verska čustva, je treba to ignorirati. Če se vrnemo mogoče na srbske medije, tisto, kar sem jaz opazil, ne, po tekmi
je RTS, se pravi Srbska državna televizija, poročala o Slovencih kot o glavnem Bošnjakih in Srbih. Ne? To je verjetno tudi malo zaradi grenkobe pač poraza v taki napeti tekmi. Je pa res, da je tudi velika zvezda srbske košarke, poškodovani Miloš Teodosić, se očitno težko sprijaznil s porazom. Ne? On je objavil en tweet, ki ga zdaj tukaj vidimo, kjer je napisal, da je zanj Bogdan Bogdanović MVP, se pravi najkoristnejši igralec prvenstva in da so za njega šampioni Srbi. A mislite, da je to zaradi tega, ker je pač hotel pohvaliti svojo reprezentanco, ali resno misli, da ni zmagala prava ekipa? No, veš, kako je, jaz bi na to odgovoril z srbskim pregovorom. Ko gubi, ima pravo, da se ljuti. Jaz mislim, da je to bila tista prva reakcija, tako pri Teodosiću, tudi Aleksandar Đorđević je zelo kritiziral sojenje, ampak jaz sem danes spremljal tako srbske medije kot forume, vsi so na koncu zelo jasno povedali. Slovenski igralci so bili enostavno boljši, izpostavljali so predvsem to, da smo zmagali kot ekipa. Ko so bila oba slovenska najboljša igralca na klopi, so odločili Klemen Prepelić, Jaka Blažić, Vidmar, Nikolić, pojavili so se nekako povsem tisti, na katere niso računali, in še nekaj je bilo danes tudi izpostavljeno v srbskih medijih, izpostavili so izjemno kultivirane slovenske navijače, da ni bilo niti pred tekmo, niti med tekmo, nobenega incidenta, izjemno športno navijanje, tudi druženje s srbskimi navijači. To je zelo redko v nekaterih drugih državah v regiji. Lahko si samo predstavljamo, kaj bi se dogajalo, če bi Srbija in Hrvaška igrali recimo finale. Tako da mislim, da se je Slovenija predstavila res v izjemno lepi luči, tako na igrišču, kot tudi ob igrišču na tribunah. To je bilo fantastično gledati vse te navijače, in če smo lahko predvčerajšnjim gledali, kako so potovali tja, vsi euforični, smo lahko potem nazaj gledali slike tudi na Twitterju, ko so bili vsi popolnoma izčrpani na letalo, izmučeni, ko je pravzaprav celoten avion razen pilota in stevardese spal na poti nazaj. Dobro vem, o čem govoriš, Matej, tako sem se jaz vračal iz Pariza skupaj z bronastimi rokometaši. Nadaljujemo po oglasih, ko bomo pogledali tudi novice o tem, da je prišlo do nekih zapletov z vstopnicami pri naših navijačih. Vrnemo se po oglasih.